V Črnomlju so nedavno odprli regijsko tematsko razstavo Dolenjske Bele krajine in Posavja, ki so jo pripravili pod okriljem Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Cerkev Svetega Duha Črnomelj je znova olepšana z novimi umetninami. JSKD ta projekt pripravlja že 9. leto. Ustvarjalci se prijavijo vsako v območnih izpostavah in potem regijski selektor izbere dela za regijsko razstavo. Teh regijskih razstav je 10. Vse te razstave si ogleda državni selektor in potem izbere dela za državno razstavo, ki pa bo v letu 2024 v Galeriji Loškega muzeja v Škofji Loki. V bistvu delo je kar odgovorno. Bolj kot ne po številu prijavljenih del, ampak pač probaš res pretehtati. V prvi fazi je treba najprej prva selekcija narediti, če katero delo ni likovno ustrezno oziroma ni ustrezalo tematiki razpisa. Tokraten razpis je bil tako zelo širok naslov, tako da so bile možnosti res neskončne skoraj. Tako da na podlagi tega niti nisem mogla neki del izbrati, ampak pa pride težji del, ko pa moraš v bistvu malo že kvaliteto in pravilen izbor likovne tehnike pretehtati. Tako da od prispelih 31 izdelih je potem zdaj tukaj na razstavi 25, 21 slikarskih in grafičnih del, 3 kiparska in eno video delo. Regijska selektorka je bila zadolžena tudi za postavitev razstave v Črnomlju. Ko je delo končano, v bistvu res pride tisti občutek olajšanja in zadovoljstva, sploh ko uspe postavitev, ker tudi postavitev, ne samo izbor del, tudi končna postavitev je zelo pomembna, da vsa dela pridejo do izraza, da ni katero utišano ali pa preglašeno preveč, tako da ta prostor je v resnici zelo zanimiv, tako da se da kar fajn razstava postaviti. Tako da jaz sem s postavitvijo zadovoljna, upam, da so tudi razstavljavci. Ta regija Dolenjska Bela krajina in Posavje vedno zelo izstopa, tudi po kvaliteti, tudi po kvantiteti. Jaz sem tukaj v galeriji v Cerkvi Svetega Duha že bila, pred 4 leti je bila tukaj naša tematska razstava, tako da je prostor res nekaj posebnega, ne samo pač po videzu, ampak tudi po vzdušju, po energiji, tako da pohvalno. Odlična razstava, zelo raznolika dela, slikarska, grafična, kiparska in tudi video. Sama sem se odločila za sliko, magari sem nekaj drugega prej razmišljala, ampak tisti trenutek se je to zgodilo, ko sem se pač odločila. Naslov tematske razstave je Polnost praznine, ki ponuja neskončno možnosti. Dejansko prostor nastane že z vsakim minimalnim posegom v ta likovni prostor oziroma to likovno polje. Že sam dotik platna prinese neko dinamiko v sliko, ozadja prostora, pozitivnega, negativnega prostora med obliko in ozadjem. Tako da je bil pri izboru res ključen ta moment, da se je pri delu čutilo, da je avtor razmišljal o teh momentih. Kaj se zgodi, ko narediš neko potezo, ko narediš pač neko obliko in ga potem usklajuješ s tem prostorom. Tako da nekatera dela imaš zelo nasprotujoča si. Nekatera dela so zelo napolnjena, nekatera pa dela pa zelo izpraznjena, ampak v resnici pa vsa ustrezajo tematiki. Važen je bil, kot sem že prej rekla, da se je videl razmislek o tej temi. Potegnil me naslov, vsebina se mi je zdela, da se bi dalo kaj ustvariti na to temo. Ja, najprej sem razmišljala, da bo bila grafika, načrt je bil za čisto grafiko. Potem pa je ta avgust bil tako hiter, da je za grafiko bilo na koncu kar premalo, sem se pa odločila te mehurčki kot neka praznina, polnost v tej smeri. Tudi naslov sem dala sliki polnost praznine in barve in vse to. To mi je predstavljalo ta dobeseden naslov. Nekatera dela so pač malo bolj filozofsko zašla v to tematiko, nekatera bolj tehnično. Ja, pri videu se je videlo, da je tudi malo bolj filozofski pristop, ampak hkrati je pa tudi tako zelo likovno zanimivo narejena sama podoba, tako da nedvomno je sodil
izbor, ožji izbor za razstavo. Se skuša ustvarjalce spodbuditi, likovnike, da zagrizejo v neko novo temo, zato je tudi ta tema vedno ima ene take vprašanja v ozadju, se pravi ni na prvo žogo in potem jih motivirati tudi za ustvarjanje, za izobraževanje. Mi jim ponujamo brezplačna izobraževanja, tudi priročnik izdamo na to temo, tako da je to en daljši proces, ki traja celo leto. Dogodek je s pesmijo popestrila tudi vokalna skupina osnovne šole Milke Šobar Nataše Devojke. Razstava Polnost praznine bo v Črnomaljski cerkvi na ogled do 8. novembra.